Ok, snema. V redu, dobila sem paket od Kylie in sem že naredila en review, ampak se mi je to vse zbrisalo. Tako da bom danes še enkrat vse lepo pokazala, vse lepo povedala. Ok, prvo kot prvo je zelo pomembno, da prvo navlažite kožo. Tudi če imaš masno kožo, sploh če imaš masno kožo. Glede na to, da mi je suho kožo, sem že navlažila to z CeraVe. CeraVe sem dobila prek Notinota. Tam sem še kupila Bobbi Brown, kar mi je zelo všeč, res top. Zgleda pa takole. Res dober produkt. Res, da je dosti drag, ampak meni iskreno naredi vse med pudre, ki jih imam, mi naredil dobi, kar je top. Plus, glede na to, da sem dala ne vem koliko, dosti velik, pride polhen. Jaz sem ga že uporabljala, ne 3-krat, ampak pride čist polhen. Recimo, kupila sem od Tatche water cream. Zelo lepo izgleda. Ampak prišla je na pol prazna. Bobbi Brown ne bom dala posod, ker vsem želim, da vidim, kako izgleda. Nimam korone, res je nimam. Ne bom dala posod Bobbi Browna, vseeno želim, da vidim, kakšen ima finish korektor. Na tistih predelih, kjer vem, da mi dela koža probleme, ker je zelo suha. Imam 5 izdelkov. Za ceno in vse bom napisala nekje na ekranu. Potem pa moram tudi povedati, da sem dobila to prek njene spletne strani. Imela je 40% na celi nakup. Tako da sem rekla, ok, lej, jedem se živi in to bom pač naročila, da lahko vidim, a je overhyped, a je to res, kar govorijo glede njenih stvari. In ja, ok, iskreno sem videla review samo na začetku, ko je imela tiste lipsticks pa te fore in je bilo katastrofalno za nekatere pa res, wow, božansko. Tako da bomo videli, kako bo mene to pa čakalo. To je korektor, imenuje pa se Gypsum. Prvo, kar lahko rečem dobro za korektor, je, da ima veliko izbire za barvo, kar je super. Všeč mi je aplikator. Res je, da izgleda kakor nek lipstick. Ima veliko produkta, oziroma vzame veliko produkta, tako da bomo zdaj videli. Aha, še nekaj. Glede na to, da sem jaz profesionalna vizažistka, drugače ne bi smela dati produkt direkt na moj obraz, ampak ker bom to uporabljala samo zase, bom logično dala takoj direkt na moj obraz. Ok, to je samo enkrat, ko sem omočila, zdaj pa še drugič. Zato sem rekla, da res veliko produkta ima na njemu. Kot pa vidite, zelo oksidira hitro, tako da če že mislite kupiti, res svetujem, da kakšen odtenek svetlejšega. Redu, pa še splendamo. Hitro se posuši, tako da bi svetovala, da če ga že želite dati gor, da res hitro delate. Zato, ker res enkrat, ko se posuši, se teže splenda. Je srednjo prekriven. Glede na to, da mene to ne moti, ker zadnji čas res imam rada take
ki niso zelo prekrivni, ki so srednjo prekrivni, kot je ta. Moti me to, da tukaj, kjer sem dala Bobbi Brown, je zelo lepo, zelo duvi, zelo, kjer pa nisem dala, kjer imam samo CeraVe, ki je zelo, zelo vlažilna krema, je pa vseeno katastrofalno izgleda. Ok, mi je pa všeč to, da se lahko dela z njemu. Tudi če dam, recimo še kakšen novi sloj, ne bo vse te sloje pobral, oziroma ne bo se vse to razgradilo, ali kako naj objasnim, ampak delata eden na drugemu. Tako da je super, glede tega. Ok, naslednje bom probala zdaj njen transparentni puder v prahu. Preden sploh nanesete transparentni puder, vas prosim, da prezblendate v spodaj ali kjerkoli, kjer imate gubice, ker ko nanesete enkrat transparentni puder, se bo to samo še bolje poznalo in ni šans, da bi to popravili. To, kar mi je ostalo, ta transparentni puder, na gobici, bom zdaj šla samo še lepo po celemu obrazu. Bom dala še sprej, preden sploh kaj rečem, ker imam zelo, zelo suho kožo in tale puder, transparentni puder v prahu, se je zdaj, kjerkoli sem imela probleme z suho kožo, samo še bolj vpil v to, sploh pa tam, kjer se koža lušči in je bolj to poudaril, kar noben ne želi. Tako da bom probala zdaj z Fenty Beauty Fixing Spray popraviti to. Ok, ta spray je namenjen za hidracijo, tako da upam, da bom pa kaj vrnil, oziroma vsaj malo popravil to. Je bolje, ampak se vseeno vidi. Tukajle v predelu očeh imam zelo suho kožo in res ta puder samo to poudari. Želim pokazati, upam, da se bo videl. Ja, vidi se. Naprimer, tole tukaj. Naprimer, od njene sestre, Kim, je zelo majhen. Do I look like... Zelo, zelo majhen puder v prahu. Ampak je toliko dober, res ni boljšega. Izgleda pa takole. Ta puder je fenomenalen. Z obrvi sem uporabila od L'Oreala Pomade. Ok, zdaj, ko imam čopek čist, bom uporabila Kylie Blush, imenuje se Pink Power. Pa probajmo. Imam res veliko produkta na čopiču in probajmo. Ciao. Anyway, so... Ok, je zelo, zelo tak nežen, ni pigmentiran. Iskreno, mene to ne moti. Bi pa želela imeti več pigmenta, ker znam s pigmentom delati. Za osebe, ki se šele učite, je to top proizvod. Sploh pa za osebe, ki prvič delate z rdečilom, bi radi malo raziskali, bi nekaj novega probali, je to res top. Ok, zdaj bomo pa probali njen eyeliner. Ok, edina, kar mi je, edina. Prva stvar, ki mi je zelo všeč, je to, da ima tako tanko konico, kar je super,
za tiste, ki radi delate detajle z eyelinerjem, tudi zase. Zelo rada rišem detajle. Izbrala sem barvo rjavo, ker en čas, oziroma zdaj 5 mesecev, res obožujem delati eyeliner za senčko rjavo. In je zelo pigmentiran, kar je tudi super. Sem rekla nekaj naravnega in pa pridem nazaj z... mi dala inspiracijo iz njene kolekcije. Katere je že? Nekaj čita, mislim, da oglavnem se bom dala. Okay. Zanima me tudi, kako bo zdaj držal temu predelu očesa, ker vem, da veliko eyelinerjev, ki sem jih probala, se čez 50 minut res razmažejo, ni lepo. Tako da me zanima obstojnost tega eyelinerja. Ja, zdaj bom dala še trepalnice gor, pa še zadnji produkt. Ok, trepalnice so gor, uporabljala sem Pixi od Kiss Products, pa maskara je od Essence. Izgleda takole. In sicer, kaj sem opazila je... What the fuck is this? Tole. Do tukajle je produkt. Razumem, da mora biti malo manj produkta zaradi aplikatorja, ker ko daš, da ne bo pač produkt šel ven iz šminke. Ampak, tudi ko dam jaz aplikator noter, je do tukaj. Tudi če ga pride do sem. Pa uporabljala sem jo samo enkrat. Naprimer, od Fenty lip gloss, ki je prozoren, navaden. Tudi aplikator, velik, debel. Pa sem samo enkrat uporabila ta produkt. Se lepo vidi. Do tukajle, tale. Je toliko napolnjen. Bom vsem probala, pa potem bom rekla svoje. Diši res lepo. Na ene bombone v Bosni. Me spominja. Ok. Zelo lepo izgleda na ustnih. Ni težko. Ne počutiš se, kot da imaš nekaj na ustnicah. Je zelo lahek. Barva je ful lepa, res zelo lepa. Taka naravna, taka... Kakor da bi nek model imel jo gor. Res za modele je... Lahko tudi naredim kakšen tutorial, kako dobiti ta model obraz z šminkam. Bom z veseljem naredila ta tutorial. Ker sem na začetku govorila, da sem gledala njene reviewse za lip glosse, za produkte za ustnice. Velikih je bilo, da so rekli, da je bilo napol prazen in me je bilo res tega strah in na koncu se je to uresničilo, ker je več kot napol prazen. Ni vredno denarja. Edina stvar, ki je vredna tvojega denarja, je eyeliner. Res dober eyeliner. Tanke črte dela lahko narediš res... Pokažem, ja. In debele, in čisto tanke. Res, recimo, čakaj. Tanke. V glavnem top. Ok, se pravi, kakor sem rekla, eyeliner top priporočam, res priporočam. Blush priporočam tem osebam, ki se šele učijo. Transparentni puder v prahu priporočam sam tistim osebam, ki imajo zelo mastno kožo, ali pa tudi normalno kožo, da nimajo nič suhe, ker se takoj upije. Koža izgleda res katastrofalno. Korektor oksidira. Je lep aplikator. Res veliko
Veliko produkta ima na njemu, kar je super. Lip gloss, oziroma vsi njeni produkti za usence, karkoli da je, ne priporočam, ker se da zgoditi, da dobiš na pol prazen in to nikoli. Ni vredno tvojega denarja. Ok, kaj še rečem. In ja, upam, da ti je bilo kul, če ti ni, pali me